prikaz iz ZOC-a glede povečanja aktivnosti Slovenske vojske v tej operaciji Žled, potem lahko rečem. Dobili smo logistično brigado, dobila glas za zagotovitev oklepnikov in pa zagotovitev tovornih vozil, glede na manj vseh stanja. Govorimo o 25 tovarov, pa 25 tovornih vozilih za voznike. Nadaljevali smo z zagotavljanjem agregatov za potrebe države Slovenije za zaščito in reševanje. In pa nadaljevali smo z našo operacijo zagotavljanja prevozov med Preddvorom in Jezerskim. Srednji vali, 6x6, pa Medeva. Jaz zaradi Žleda sem ostal v Tubalčah, pri Barbaratu. Zdaj me pa pila Slovenska vojska domov, da dobim zvezke pa knjige. Smo lahko veseli, da je Slovenska vojska vzpostavila povezavo med Preddvorom in Jezerskim, ker je to edina živa povezava z dolino. Zdaj smo odrezani od sveta sredi tega Žledu, pa ful smo hvaležni Slovenski vojski, ker nam takole pomaga, pa nam pripelje hrano pa te potrebščine, ki jih še rabimo. Zelo smo zadovoljni glede na stanje v dolini reke Kokre oziroma v najdaljši slovenski vasi. Je to zahteven stanje, da je z zasebnimi vozili res ni to prevozen, je zelo navaren in smo zelo veseli, da imamo te oklepna vozila, da lahko najnujnejše stvari spravimo do naše doline. Zelo smo hvaležni Slovenske vojske, ker nam omogoča prevoze iz Preddvora do Jezerskega ali obratno. Da malo pomagam gasilcem, hvaležni smo vojski, ker nam takole dovaža hrano, pošto, vse. Tako da res, fantje, da jim nekaj reči. Relacijo vozimo tu dol, pa je zdaj Prebod, pa Sengor. 10krat peljamo, 10 do 15krat na dan. Vozimo ljudi, hrano, otroke, danes zjutraj šolo. Tudi smo pomagali podirati dreves, oziroma drevesa, čistiti ceste. Trenutno smo na terenu, imamo 3 valuke, pa en medevak, v vsakem valuku po 2, voznik pa sovoznik. Vozimo na Jezersko gor, se pravi vse od hrane, ljudi, učiteljice, učence. Trenutno smo naredili do zdaj 10-11 voženj, pa nekje do večera gremo po moje eno ali še ene 6-7, tako da blizu 20 voženj. V vsakem vozilu imamo tudi prisotnega prostovoljnega gasilca, kateri ima s sabo motorno žago in pa seveda po potrebi odstranjujejo, režejo padajoči les dol in odstranjujejo s ceste, tako da lahko naši vojaki pridejo varno do gor in nazaj. Enota je bila aktivirana že od nedelje za potrebe pomoči civilnemu prebivalstvu, bolj kot ne vezano na posojo MTS-a, agregatov predvsem. Od ponedeljka naprej pa je bila potreba toliko večja po sami sili, se pravi delo na terenu, čiščenje, kot tudi danes, ceste, odstranjevanje lesa polomljenega. Osredotočeni smo bili na samo okolico Postojne, se pravi od Postojne proti Pivki jami, oziroma proti Postojnski jami, pa pred jami in naprej v okoliške vasi, Studeno, Hruševje in podobno. Konkretno tukaj smo na pobudo oziroma na klic uprave za obrambo prišli očistiti rezervoar zemeljskega plina za potrebe filanja. So nas aktivirali včeraj zjutraj za akcijo Žled februar 2014. So nas premestili na območje Postojne, kjer so nas postavili Pivko. Tam so nas pa danes zjutraj poslali čistiti tukaj okolico Postojnske jame oziroma parkirišča. V akciji sodeluje 25 pripadnikov iz naše baterije. Imamo 6 terenskih vozil in eno terensko vozilo 8x8. Smo v Postojni železniški postaji, lahko še sami vidite okolico zadaj. Tukaj smo, da ljudem pomagamo in da jim zagotovimo boljše pogoje. Trenutno zdaj tu pomagamo gasilcem
odstranjevati led in veje. Veseli smo, ker je vojska prišla na pomoč, ker sami ne bi zmogli v kratkem cajtu tule pospraviti, ker so te poplave napovedane zdaj.